popotniki, spet je tukaj oddaja Popotnik in spet sem jaz Janin, tole pa je že ponovno Jan Slivnik, ki ga že poznate. Jan, zadnjič sva se pogovarjala sploh o arabskih državah. Saudska Arabija ti je pa še posebej nekako ostala v lepem spominu. Res je. Zdaj, da malo ponoviva, šel si tam, tja, enkrat sam, kad si šel prav tja, drugače si potem tam okrog si pa še parkrat hodil, ne? Ja, mislim, dvakrat sem bil tako v dveh potovanjih. Prvič sem čisto malo bolj iz Firbca šel za en teden, da sem malo videl, kaj se sploh dol dogaja, pa če se da mogoče normalno potovati okrog, ne. Tako da drugič sem si pa mehen bolj plan naredil in dejansko splaniral pot, pa za 2 tedna takrat se odpravil, no. Bi se sigurno dal še veliko bolj raziskati, ampak po večini sem kar pač prepotoval nekako. Zadnjič si rekel, da si enkrat potoval z Vizerom, ne, zelo poceni, kako je že bilo. Ja. A to si štartal kje, v Benetkah? Ja, z Benetkah smo leteli in pač, koliko je bilo, 6 ur je po moje do Rijada, do glavnega mesta. Ja. Stalo je pa... Stalo kakšno? Ja, mislim, to drugo sem po moje z dano prtlago dal kaj bilo 45 evrov, mislim. Po eno smer? Z enim kavčkam v dan, to je ta prejoret, kako, ne, v 2 strani. Povratna karta 40 evrov. Za prvo pa celo 65, recimo, da je bila nekaj tazga. Mislim, ekstremno poceni. No, me prav zanima, bom šel pogledat po eno. Zdaj so cene že druge, ampak takrat so glih odprli linijo. Dobesedno smo midva šla takrat z bratom ta drug teden, potem, ko je bila ta linija odprta. Se pravi, drug teden, ja. No, preverimo pa vse. Ja. Znači, gremo pogledat par tvojih slik. Ok. Tam smo zvečer, so nama postregali, pa je lepo, to je še ena slikca recimo, tako prinesejo to veliko plader, ne, in oni so navajeni tam jesti vsi iz istega talarja, se pravi z nekaj tazga. Z roko? Z roko, vse z roko seveda, ampak so nama pa lepo prijazno tudi 2 plejta posebej dali, zato da si naloživa, ne. In ja, so bili taki mehni piščančki gor, jaz sem rekel, kakšne prepeličke pa to, ne. In meni žena reče že sprve, da pač ona tega ne bo jedla, ampak glej, ne moreš zavračati, v glavnem sem jaz tistega pšanjskega že vrišil in tako da vse pojedla. Zelo okusno, zelo dobra hrana in pač se pogovarjamo, pa ga vprašam, kaj je to, ne, in je on tako začel mi razlagati, ampak nismo se pač razumeli. In najde eno sliko in mi pokaže tole slikco. Golob. V glavnem, ja, golobček je bil, tako, kot ga v Ljubljani vidiš. In direkt, po moje najče ni bila identična slika iz Google, ampak jaz zelo rad vse probam, pa je bilo čisto okusen, tak malo trd meso, bolj gumijast, temne barve in je bil glih piščanc, tako da sem vedel, da je nekaj drugega. Ampak glej, pač to tam jejo, ne? In je bilo zelo dobro drugače, tako da jaz se nisem čisto... Žena pa ni bila navdušena. Ne, ona pa je pa malo bolj piki poj za take stvari. Jaz povsod, kjer sem, ena zmed bolj pomembnih stvari mi je, da hrano njihova jem. In ne, pa sej, se spomnil še enih pravljic, ko so golobe jedli, pač golob je normalna hrana, marsikje. Dejansko je, ja. Jaz se ga sam nikoli nisem se ga nikoli polotil, da bi ga zdaj nekam prošel jesti. Da bi šel prele po Ljubljani loviti, bi te malo čudno gledali. Ne. Se veš, kako so, pri nas so bili take zgodbice, da so leteče podgane to, ne, a veš. Ja, ampak nekateri pa tudi gojijo take, zelo plemenite golobe. To je pa res. Ti je pa čudno zred, da jih še ne goji, če že kure gojimo, zakaj ne bi golobov? To je res. Mislim, malo bolj gumijast meso je, pa vse skupaj ga nič ni, vsaj te, ki sem jih klele jedel, ampak je bilo za preživeti. V glavnem, po mojem smo bili do 1-2 zjutraj tam, ful fajn, ful prijetni in naslednji dan sem videl, da celo šla, pa po mojem so tudi oni šli. So rekli, zjutraj morate priti na zajtrk, ne. Pa čist nič niso hoteli za meno, veš, to je tako, nič, pridite, morate priti, tako ker že na ta način, ne. In priva, ja, zjutraj prijem smo šli, poj, so nama še takole zajtrk pripravili, veš, to smo bili pa noter, recimo, in smo se pač potlek spet posedali, pa ta flatbread so imeli, zdaj ne vem, ko se že reče, šukšuka, kot je na omletka, pač umešane jajca z razno zelenavco pa te zadeve, pa en tak sir, kao kremni sir, v glavnem različne stvari, no, in takole si pa edin, kar si pa lahko kupil na tistih, se pa spomnim, takole kruh v vrečkah, ne, ta flatbread njihov. Tako da, pa še ni sirčki, kakor razdenčka sirčki. Kaj? Kakor razdenka sirčki, ja. V glavnem, tako so se potrudili, pa res kapo dol, jaz tako prijazno hlebišem, kjer nisem videl, ne.
In tole je bil recimo tale Bangladešec, no se sem na tako najboljša slikca, ampak on je bil edini tam, ki je skrbel za to parcelo. V glavnem, izkušnja zelo dobra, smo ostali pa v stikih, smo si malo dali pač kontakte pa to. Še ena na hitro, no, iz tega vidika je pa, ko sta brat pa kolega ostala pa v Rijadu, ko smo se razšli, ko smo imela let pa na drugo stran, sta pa hotela iti v eno tako specifično restauracijo jesti, ki imajo zelo te tradicionalno hrano pa to. In je taksist do tja pelal, mi smo tam že jedali, ampak imajo ful dobro za jesti. In je taksist z njima šel noter, pa sta ga v bistvu ona dva povabila, če bo prišel zraven pojesti, ampak so se tako nekako pokontali pa pogovarjali in so šli jesti, on je kar naročil, ne vem, ko vse tam iz menija, različne stvari, tam lahko kamelo ješ, pa to sem tudi probal, ful dobro meso. V glavnem, vse sorte, hrana je bila meni perfektna v Saudski Arabiji, no, mislim, mi je ful dobro. V glavnem in na koncu jima je vse plačal, pač ni hotel denarja, nič, še sabo je za familijo vzel en kupenih unih žaklov, plus taksi jih je še nazaj pelal, pa ni hotel čisto nič računati. To ne moreš verjeti, res. Skratka, izredno gostoljubni ljudje. No, ja, ful prijazni, no. Tako da se bom siguren še vrnil k eno. Je pa toliko sveta za raziskati, bom rekel, da še pride na vrsto. To je zadnji test. To je bilo v bistvu zadnja slika. Kaj imaš pa kakšne še načrte za bodočih par let? A zdaj bom rekel kar konkretne, kjer je potovanja? Ja, o čem fantaziraš recimo? Ja, zdajle bi dal siguren Afriko mogoče mečkam bolj česa, ne. Jaz imam željo kakšen safari zdajle v kratkem dati. Tako da mislim, da greva zdajle septembra greva s punco mogoče celo na Madagaskar, no. Tole mi je še ta najbolj v interesu. Potem mogoče pride Južna Afrika s prvo novembrsko zadevo. Puerto Rico imam v koncu novembra za 2 tedna. Potem pa čez nov let grem pa verjetno na Filipine. Tako da... Načrti so? Preveč jih je. Zdajle, da sploh o detaljnih ne razlagam, ja, zdajle v juliju grem tudi v Belgijo, pa v London, pa v Gruzijo grem pa začetek avgusta, no. Tako da skozi, mislim, probam kar se le da, bom rekel, potvati, no, še zmeraj pa treba malo nekaj delati pa gledati v Sloveniji, ne. Tako da ja, jaz najraje še zmeraj potujem iz vidika... Koliko mesecev oziroma tednov si pa vzameš na leto za potovanje? To pa sploh računam, nikoli nisem. Približno, rečemo, polovico, četrtino, tretjino. Kakšno tretjino mogoče, ali pa malo manj leta, ne. Tako da ja,